Pozdravljeni, tukaj je LPS in poslušate oddajo Radioaktivno. Zmeden pogled, hitro si pomanem oči. Nov svet, pregret, niti burja me ne ohladi, ker dobil sem prejšnji večer potihoma s tvoje strani. Namig, da ista misel ti v glavi kali, ko si nagnila se bližje in dotaknile so najine sedlani. Prepletli najini so se prsti in spogledale so najine se strasti. Sedaj sediva si nasproti, najna bližina naju več ne moti. Jutranji sprehod po topli mivki galebi že kličejo tvoje ime. Skupaj ubeživa tej grozljivki, kot luna plimov kontroliraš moje srce. Kot se usrečem plešem po pomolu, končno vdoru ne v molu. Kaj je z mano, a kdo ve? Prvi čutim to, ni nadzora, našel sem zaklad. V meni raste občutek, da nekaj novega. Sonce je zašlo in dokler z mano si, nočem da je tu, ker v meni raste občutek, da nekaj novega. Čutim to, ni nadzora, našel sem zaklad. V meni raste občutek, da nekaj novega. Tvoj dotik stopi vsako žalost in upam, da bo tu zavedno občutek, da upanja. Nekaj novega skupine LPS z albuma Počakaj me, z mano oddaje Radioaktivno pa sta Filip in Žiga. Lepo zdrav. Pozdrav. Pozdravljeni, zdravo. Filip, ti si že bil v oddaji kar nekaj časa nazaj, takrat še ni bilo albuma, tokrat pa imate zaokroženo celoto. Ja, zdaj je že to res nekaj časa nazaj, smo glih razmišljali Žigo, koliko je že to davč. Ja, ni še bilo albuma, zdaj je ta neka celota, na katero smo zelo ponosni. Se nam zdi zelo lep zaokrožen del vsega, kar smo po Euroviziji ustvarjali. In ja, res je ena taka prelomnica za nas. Vedno nam je bil cilj izdati album, tak, kjer se komadi lepo pretakajo, kjer pašejo skupaj in se mi zdi, da smo to naredili. Koliko si se naučil od diska naprej? Ja, ogromno novih izkušenj, delo z novim producentom in v novih komadih več ni duha in sluha o tem, da je Živi že zasral solo. Filip, lahko to potrdiš? Lahko, Žiga je bil vedno dober klaviaturist, v zadnjih 3 letih se je pa še samo izboljšal. Vidiš, da vaja dela mojstra? Tako, vsem priporočam vajo. Drugače, kot band ste sedaj samo LPS ali ste še vedno Last Pizza Slice? Načeloma smo samo LPS, zdaj že nekaj časa. Ti spomen nam ni bil več toliko pri srcu. V tem času pa nismo našli še nič takega, kar bi nas toliko prevzelo, da bi si nadelil novo ime, pač nov pomen teh 3 črk, no, tako da ostajamo pri tem zaenkrat. Ja, mogoče pa vprašati o umetno inteligenco, kako bi razložila LPS? Ja, smo že nekaj probali, so bile neke zanimive ideje. Zdaj imamo v bistvu eno foro, da vsak nastop nek drug pomen damo. Naprimer, zadnjič smo bili v Piranu in smo bili ljubimo piranske spektakle, LPS.
Tako da se spreminja iz nastopa v nastop, se pomen spreminja, črk LPS. Jaz, ko sem se pripravljal ta intervju, sem vprašal kopilota nekaj dni nazaj in mi je kot LPS vrgal ven tudi Littlest Pet Shop. Ja. Simpatične igrače. Ja, potem, ko smo začeli delati glasbo, itak na začetku, če si napisal LPS na internet, si dobil samo to. In smo bili tako, to je kar smešen, da je to prvi rezultat, če probaš nas poiskati. Pol, ko smo pa malo bolj na prepoznavnosti začeli dobivati po Euroviziji, je pa tudi nas začel ven metati, no, ampak še vedno kar zabavno, da imamo isto kratico. Ja, vidim, da imaš svojo živalco, vse na kape. Ja, imam eno malo pando na kapi. Doma imam pa tudi eno tako pando, ampak tak 6-letni muc, ki je prevelik in ima 10 kil. Ampak ja, imam kar rad živali. Kaj pa ostali člani? Ostali člani glede. Se lahko posvetite s katerimi živalmi? Ja, mislim, jaz sem tak lenivec. Kako bi rekel? Gašper ima ribe doma, ne? Gašper ima ribe doma. Sala pa Martin, mislim, da nimata domačih ljubljenčkov. Ampak se mi zdi, da nasplošno imamo vsi kar radi živali. Ja, tako tudi zdaj, ko je prišel nov komad ven, je en kljunaš, imam nekaj pomena zraven naslova, tako da o tem še pride kasneje. Ne? Novo skladbo slišali čisto na koncu tega pogovora. Skladbo nekaj novega smo pričeli ta pogovor. To je tudi skladba, ki spremlja film Tartinijev ključ. Ja, to je bila ena res super izkušnja. Vinči je stopil v bistvu v kontakt z nami, si nas je zaželel v tej vlogi nekih glasbenikov v tem filmu. Film je bil napisan po knjižni predlogi in v tej knjigi je ta glasbenik Jan Plestenjak. Vinči je pa v svojem filmu hotel malo bolj mladostno energijo, itak je to mladinski film in smo bili res zelo veseli, da je stopil v kontakt z nami, da mu je bila všeč pesem, ki smo mu jo poslali, ne, on je v bistvu, ko smo se zmenili, da bomo to naredili, smo dobili približna navodila malo o vibu nekega komada, pač približno, da je poskočen, da je lahkoten, res tak poletni, pa približno o čem naj besedilo govori. In imeli smo en komad, ki je glasbeno približno tako zvenel, pa direkt brez besedila in sva potem z Žigo v bistvu sestavila besedilo, ki se nam je zdelo primerno za film in v bistvu ni bilo nobenih popravkov strani Vinčija in filmske ekipe, tako da smo bili res zelo veseli, da je bila njim všeč in pa seveda kako je pol izpadlo in na platnu kot na albumu. Ste sedaj že tudi malo filmskih igralcev? Ja, v bistvu najbolj blizu je Filip, ki je imel tudi nekaj teksta in malo več minut v filmu. Ostali smo pa v bistvu naše neke neme vloge odigrali v filmu, tako da na IMDb-ju nas lahko najdete pod filmske igralce, če ne druge. Ja, ne nazadnje pa morate igrati tudi videospoti za svoje skladbe, tako da ste na nek način igralci. Tako, ja, bi se lahko že kvalificirali počasi. Ja, v bistvu taka zanimiva izkušnja na snemanje tega. 3 snemalni dnevi so bili, jaz sem bil na 2 sam, tako je Žiga rekel, pač te scene nekaj s tekstom, pač mal igram s Svitom, pa še z 2 mlajšima igralcema, pol pa še itak Ela pa Max uletita vmes, ampak pač taka res zabavna izkušnja, itak od malih nog sem pel, pa pol bil v parih musicalih, tako da približno sem mal vedel, kako je pač dobiš tekst, pa se naučiš, pa imaš vaje, pa tako. Ampak je tako čisto drugače biti pred kamero, ne, in pač morajo postaviti mikrofone, pa make-up naredijo, pa vse, pa oblečeš se tako, pa tam sediš in pol ponavljaš. In je bilo res tako, ful mi je bilo noro, da bom dejansko v filmu, tako med procesom sem se enkrat zavedel, tako, ok, jaz zdaj snemam svojo vlogo v filmu in pač je res super izkušnja, super vzdušje je bilo, res odlična ekipa, vsi igralci so mi bili odlični v svoji vlogi in kot ljudje, ko sem jih spoznal, no res brez pripomb, tako da ja, super. Druga bo Insomnia, o kateri sva Filip, mislim, da tudi midva telefonsko govorila. Ja, Insomnia je bil naš drugi single z tega albuma, je v bistvu tudi drug komad na albumu. Ja, zdaj je že 2 leti skoraj od izida in smo zelo ponosni na ta komad. No. Zdi se mi, da je bil spet nek komad, ki ni bil čist tipičen, ni bil nekaj, kar bi čist pričakoval, ker če pogledamo pred tem Silence in my head, Disco in 8 korakov so en od drugega dost različni, pa pride Insomnia res s tem nekim pop sliko, s temi synthesizerji čez, ki jih je Žiga zelo lepo odigral. In je res nekaj nepričakovanega. In se nam zdi, da lepo poveže te momente pop in elektronske glasbe v albumu, kot pač
momente pop-roka. In takrat je bila ljudem zelo všeč, še vedno jo zelo poslušajo in tudi na radijih vrtijo, tako da smo res zelo veseli. Sred noči za mizo na listu, pa niti en stik. Znova čisto buden, čeprav bo sonce tu vsak hip. Svinčnik je na tleh končal, jaz pa z glavo udarjam zid. Zakaj ne spim? Ker ko se ugasnejo luči in zaprejo se vrata, vležem se, zaprem oči in moram bi zaspata, po konci me drži. Beseda iz glave mi ne gre, preganja me kot pesem ta in vedno z mano je. Včasih se že svita sonce in komad svinčnik ostaja brez grafita, končno popisana bo stran. Bolj kot svetlo je nebo, bolj temen je papir. Kaj ko vse, kar piše gor, zdi se mi za nič. Ker ko se ugasnejo luči in zaprejo se vrata, vležem se, zaprem oči in moral bi zaspata, po konci me drži. Beseda iz glave mi ne gre, preganja me kot pesem ta in vedno z mano je insomnija. Vedno z mano je insomnija. Po konci me drži, ker ko se ugasnejo luči in ostalo vse že spi. Sem le jaz obsojena, noč, ki se nikdar ne zdani, a še vedno alarm prespi. Ker ko se ugasnejo luči in zaprejo se vrata, vležem se, zaprem oči in moral bi zaspata, po konci me drži. Beseda iz glave mi ne gre, preganja me kot pesem ta in vedno z mano je insomnija. Vedno z mano je insomnija. Preganja me kot pesem ta. Iz glave mi ne gre insomnija. Po konci me drži. Insomnija in LPS z albuma Počakaj me. Filip in Žiga sta z mano vodajo radioaktivno. Leta 2022 smo spoznali najprej skladbo Silence in my head, potem z legendarnim diskom. Tako, Eurovizija, potem Insomnija in zdaj smo že po albumu. Že delamo drugi album, tako da veliko časa že od takrat minilo, ne? Pričeli ste v angleščini. Ja, v bistvu, ko smo nekako začeli se ukvarjati z avtorsko glasbo, vsaj jaz, ko sem pisal besedila, sem pisal v angleščini. Mi je bila bolj blizu, takrat sem veliko bolj poslušal angleško glasbo, angleško govoreče ljudi. In mi je bilo nekako naravno pisati v angleščini. Pol sproti, ko smo več pesmi začeli delati, sem pol pač seveda z večjimi koncerti, ko smo bili, sem tudi spoznal veliko več izvajalcev slovenskih in sem začel poslušati tudi njihovo glasbo in sem bil zelo nekako navdihnjen za slovensko glasbo in sem pač imel ful obdobje, kjer sem poslušal slovensko glasbo in sem se v bistvu na nek način naučil, kako v slovenščini pač napisati pesem, tega predtem nisem niti probal in vsaj jaz osebno sem nekako preklopil na slovenščino in smo se tudi z bendom odločili, da bomo nadaljevali s teksti v slovenščini. Se nam zdi, da se nekako ljudi bolj dotaknejo, da vse skupaj malo bolj osebno izpade, če slišiš nekaj v maternem jeziku, ko pa pač v tujem jeziku, kljub temu, da smo v angleščini že kot država nasplošno zelo dobri, ampak definitivno je nekaj na tem, da ti nekdo nekaj odpoje v maternem jeziku. Je potem disko bila prva skladba v slovenščini?
Ja, to je v bistvu kar zabaven podatek, da je prav disko, ki je najbolj takrat uspel, bil prva slovenska skladba od naših, pred njo ni bilo nobene slovenske. Je bil pa proces tega preklopa na slovenščino zelo zabaven, saj prej je Filip veliko skladb že napisal v angleščini. Disko je bil pa prva ena taka skladba, kjer naprimer sem tudi jaz sodeloval pri besedilu, sva si skupaj izmenjavala besede v usta in tudi bendovsko v bistvu smo se prvič učili tega nekega team buildinga, tega ekipnega pisanja skladbe, ker več glav več ve in več idej, več ljudi potrditi, nastane potem tudi kvaliteten komad. Pomeni, da imate pogosto take skupne intenzivne vaje, kot sem sedaj videl na Facebooku? Ja, smo se zadnje čase kar naučili, da ta neka povezanost v bendu res pomaga k temu, da so komadi bolj avtentični in da se v bistvu ne samo nekdo, samo pisec poveže z njimi, ampak v bistvu celotna zasedba. Ne. Tudi ta nova skladba, o kateri bomo kasneje govorili, je v bistvu vsi smo avtorji vsega, in besedila, in glasbe, in aranžmaja. Tako da ekipno delo. Treba je potem vse vpreči v kreacijo glasbe, ne samo Filipa ali pa samo Žigo. Ja, mislim, itak na začetku, še ko se tudi spoznavamo kot osebe, ko smo bili ful mlajši, recimo pred diskom, oziroma ko je disko nastajal, je bila Zala v bendu kak mesec mogoče, mi se niti nismo toliko dobro poznali in smo res pač zdaj sproti, ko smo že tako dolgo, pa tako veliko smo že dali skupaj čez, pač smo se že res zelo spoznali tudi na osebnem nivoju, vemo veliko eno drugem in pač znamo tudi delati en z drugim veliko bolj efektivno in je definitivno lažje skupaj ustvarjati še posebej instrumentale, ker itak vsak najboljš ve na svojem inštrumentu, pač kaj bi zaigral in kaj bo pasal v komad. To se zdaj se mi zdi, da najbolj pozna, da se komadi gradijo celotni že od začetka, pač v celotni zasedbi. Seveda nekdo lahko ima idejo za besedilo ali pa za začeten komad, ampak pol se pa res usedemo in začnemo razdelovati skupinsko z vsakim inštrumentom in vsak pove, če ga kje moti, če bi kje popravil, če ima kako idejo, in pol je večja možnost, da se nekomu nekaj posveti, če jih je 5, ko pa če je samo ena. Tako da že na začetku, ko so z Žigo začela sodelovati malo pri tem pisanju tekstov, predvsem pri disku in pol naprej, sva odkrila, da je ful lažje, da pač nekdo mogoče nima tako ideje in pol nekdo nekaj reče in pol drugega vzbudi k temu, da ima ful neko idejo, ki se je sam ne bi spomnil nekdo. Tako da že od takrat naprej smo v bistvu videli, da je to lahko odličen način za pisanje besedil. Zdaj v zadnje čase pa to najboljše v instrumentih odkrivamo in se mi zdi, da je bil ta proces pisanja tega zadnjega komada res zelo efektiven, skozi smo bili vsi čez besedilo, čez glasbo, aranžma, tudi pri delu s producentom smo bili večinoma vsi zraven, tako da je bilo res super. Kdo je dal idejo za naslednjo, za pesem številka X oziroma pesem številka 10? V bistvu ta skladba je na začetku imela malo drugačen naslov in neka prvotna ideja je bila Filipova. Potem pa sem jaz, ko sem slišal kitico te skladbe, sem se zelo poistovetil z besedilom, saj sem tudi sam imel eno podobno izkušnjo in smo potem skupaj besedilo za refren napisala. Glasba pa skupna, glasba pa akordi in vse s pomočjo GarageBanda in naših virtualnih bobnarjev sva prvo idejo lahko bolj predstavila bendu takrat. Ja, to je bil tak zabaven proces, ker je res pač, ta prva ideja je bil refren, ki na koncu sploh ni bil v komadu. Torej, jaz sem dobil neko idejo za refren, sem ga predstavil pač ekipi, oziroma okoli tega refrena sem naredil tudi kitice in so rekli, ok, kitice so cool, refren bomo pa spremenili. In sva pol kitice napisala besedilo, refren pa tudi sva se pol usedla in rekla, ok, kaj bi zdaj lahko tle naredila in sva spremenila melodijo, besedilo, potem pa seveda aranžma smo čist premetali pol v studiu, da smo dobili nek ta res težek pop-rock, taka zanimiva slika, še posebej v končnem delu, ko se vse odpre tudi s temi nekimi elektronskimi zvoki. Ampak ja, približno glasba se mi zdi, potem ko smo to naredili v studiu, se mi zdi, da je res predstavljala besedilo oziroma zelo lepo šla z besedilom, ker je res taka neka čudna situacija, kjer je vse tako zateženo in potem na koncu pač je to vprašanje zakaj, in čez to se mi zdi, da je ta končni inštrumental res lepo pripomogel k temu in ja, sem vesel, da sva tu skupaj delala, pa še pol glasbo z ostalimi, ker nekako veliko bolj zaživi, vse skupaj se poveže, ker jo vsi začutimo, in se to tudi pol pri inštrumentih zelo pozna.
svet in za ta posezam se zapre. Vse v redu je, a pogledaš mene. Zakaj prikimaš, to mi je uganka, kdaj sploh teh izgovorov ti zmanjka in spet v znano zanko tesno ujamem se, zlahka bi se rešil, pa se ne. Zakaj prikimaš, to mi je uganka, kdaj sploh teh izgovorov ti zmanjka in spet v znano zanko tesno ujamem se, zlahka bi se rešil, pa se ne. Vem, da težko je, občutek mi je znan, želim ti stati ob strani, ti pa le gledaš stran. Spet greš sama v svoj svet in za ta posezam se zaprem. Vse v redu je, a pogledaš mene. Zakaj prikimaš, to mi je uganka, kdaj sploh teh izgovorov ti zmanjka in svet v znano zanko tesno ujamem se, zlahka bi se rešil, pa se ne. O, zakaj prikimaš, to mi je uganka, kdaj sploh teh izgovorov ti zmanjka in svet v znano zanko tesno ujamem se, zlahka bi se rešil, pa se ne. Filip in Žiga, člana skupine LPS, z mano vdaje Radioaktivno Počakaj me je naslov albuma, ki ga danes predstavljamo. Kaj vam je dalo več? EMA, Eurosong ali razni glasbeni natečaji, del katerih ste bili v minulih letih? Mislim, da je zelo težko odgovoriti na to vprašanje, kajti skupek vsega tega nas je pripeljalo tu, kjer smo zdaj. Se mi zdi, pogosto smo bili mogoče kje v kakem trenutku, kjer smo nujno potrebovali ta nek zagon, ki so nam ga in Eurovizija in natečaji dali, da smo v bistvu še ustrajali. Ker moram priznati, no, na začetku je zelo težko ustvariti band, zelo težko je neke ovire premagovati, že tega, da si greš veliko v minu, že tega, da nastanejo komadi in vse. In res ne bi mogel odgovoriti, kaj nam je bolj pomenilo. Za vse smo izjemno hvaležni. No. Ja, meni se zdi, da so nam dali tudi različne stvari. Itak EMA in Eurovizija neko prepoznavnost, neko priložnost, da lahko delamo z ljudmi, da spoznamo ljudi, ne vem, da delamo z Žaretom Pakom, da smo spoznali ful enih ljudi in na televiziji, in na radijih, tako na prepoznavnosti. Sami natečaji pred tem so nam pa dali ful, kar se tiče pisanja pesmi, obnašanja na odru, nekako neke prezence, pač naučiš se, kako biti band, in to je zelo težko na začetku, še posebej, ker mi ta glavni del ustvarjanja smo delali med korono in pač nisi imel kje igrati. Mi, kar smo igrali na začetku na teh šolskih prireditvah, so bili pač neki coveri, neke pesmi tujih izvajalcev. Avtorsko glasbo smo pa začeli na natečajih in pisati in igrati, recimo na Špil ligi, pa potem kasneje na Show Rocku, Stresi Oder in tako naprej. In se dobro spomnim teh dni, ker vem, vsakeč, ko smo nekaj zaigrali prvič zunaj, smo pol dobili kritiko takrat tudi od žirije na teh natečajih in pa posebej od publike, pač od ljudi zunaj. In to ti zelo veliko pomeni, mogoče čisto takoj ne veš, kako odreagirati na kako kritiko, ki mogoče ni najbolj pozitivna, ampak se pa vedno naučiš nekaj iz tega. In tako je rekel Žiga, vse to skupaj nas je pripeljalo do sem, nas je naredil band, ki smo in definitivno, če bi ponovil, bi naredil vse isto. Če pa pogledamo zvočno, ste se precej spremenili. Če bi lahko rekli, da je bil disko še bolj taki retro zvok, ste zdaj bolj pop rock. Ja, v bistvu
Disko je bil nek začetek, ki je v bistvu band pognal, ga je postavil na točko te naše glasbene scene. Potem smo pa začeli eksperimentirati, kaj nam paše, tudi recimo na tem albumu so zelo različni, recimo za nekaj skladb bi celo lahko rekli, da niso pop-rock. Ne bi šel sam, ki gre že v bolj elektronske vode, retrospektiva je že taka orkestralna. In se mi zdi, da je tudi na koncu smo se našli v bistvu v nekem tem razpotju, da ne rabimo v bistvu imeti zelo takega enoličnega zvoka, ki bi bil vedno prepoznaven, ampak lahko imamo zelo velik spekter. In temu tudi zdaj še za naprej stremimo, da se ne omejujemo zdaj na morda neka pravila pop-rocka, temveč ostajamo odprti za karkoli. Torej, naš naslednji album, v njem lahko pričakujete celo vesolje idej, ki niso omejene, da bodo samo pop-rockovske. Pomeni, da vas vleče tudi druge žanre. Druge žanre, pa ne bi rekel žanre bolj kot na to, da smo v bistvu odprti za raziskovanje, za preizkuševanje in če nam bo neka stvar zelo dobro dela, da bo dobro zvenela, jo bomo uporabili, pa tudi če ne bo mogoče v skladu z našim žanrom, v katerega smo neradi se najbolj opredelimo, ker potem v bistvu veliko svobode pri idejah ta žanr vzame. Opažam to pri mladih skupinah vašega tipa, da niso več žanrsko tako profilirane, kot so bili bendi v preteklosti. Če je bil rock, je bil rock, če je bil pop, je bil pop. Ja, se mi zdi, da je bilo to včasih zelo specifično, da pač ti si band in se vprašal, kaj pa igrate? In si pač mogel imeti en odgovor in si pač to igral. In danes je toliko ene glasbe zunaj in ful je dostopna, in folk posluša vse. Ko ti nekoga priješ na cesti do nekoga, vprašaš, kaj poslušaš, bo rekel vse in ti bo naštel milijon enih žanrov, ki jih posluša. In zdaj, če taka oseba začne delati glasbo, bo inspiriran iz ful enih virov različnih in bo imel ful enih idej, ki ne nujno spadajo samo v en žanr. In pač se mi zdi super, še posebej 5 nas je in vsak ima neke svoje vire, inspiracije in že vsak od nas posluša različno glasbo. Pač itak vsi poslušamo več žanrov glasbe, ampak vsak od nas posluša različno. Recimo jaz ne poslušam iste glasbe kot Žiga in Žiga ne posluša iste glasbe kot Zala in tako naprej. In se mi zdi, da iz tega ful pridejo momenti v komadu, kjer ima nekdo neko idejo, ki je bil navdihnjen za njo iz nekega komada, ki je čist nek XY žanr in pa lahko to idejo uporabiš, zapakiraš na nek način, ki ga pol ostali dopolnijo pač s čimerkoli. In zdaj, če vidimo, tole je ful super, tale komad nam je ful všeč, ampak ni pa rock ali pa pop rock ali pa kakorkoli, bomo še vseeno pač uporabili, bomo še vseeno naredili najboljš, kar lahko. In meni se zdi, da je ful fajna stvar, da lahko nekako publika vedno pričakuje nekaj novega ali pa nekaj drugačnega ali pa da ne vidijo nov komad od LPS in preden poslušajo, že vejo, kako zveni. To se mi zdi zelo pomembno in sem zelo vesel, da sem v takem bendu s takimi glasbeniki, s katerimi lahko to delam. Ne bi šel sam po naslednjem? Ja, v bistvu ta je bila pa ful zabaven proces. Ta komad sem v bistvu napisal v 10 minutah po moje, naklikal nek inštrumental na telefonu in pač poslal bendu. Takrat smo bili pa glih v procesu ustvarjanja, mislim, da 8 korakov, mislim, da je bilo to takrat. In smo čist spregledali, mislim, da sem poslal 3 ideje in smo jih čist spregledali do pol leta kasneje, ko smo šli pogledati malo za nazaj, pač posnetke pa maile, kaj smo si kaj pošiljali in smo bili tako, kaj pa je tole, pa že jaz sem pozabil vmes, kaj je to. In smo bili tako, kaj je to, in to gremo raziskovati. In potem smo naredili neko bolj pop-rock verzijo iz tega. Potem smo pa prišli v studio in smo preigravali, pa nam ni bilo všeč, pa nismo vedeli, kaj bi naredili s tem. In pol je rekel Žare, sam špili neki, zafrkavi se in smo igrali 45 minut smo obračali komad različno, kitico, refren, drop, karkoli. In sva se pol Žaretom usedla v studio in vzela delčke, tale bas je cool, tale boben je cool, tole, sestavlja komad in to je to. In pač pol smo nasneli milijone enih synthesizerjev, gor, back vokalov, vsega. In tako se mi zdi, da je vsaj glasbeno je zelo kompleksen, ful je enih stvari, ki se prepleta, ampak cel ta sound je pa res vokal, pa kick boben, in je res pač ti elementi elektronske glasbe so zelo prisotni, kljub temu, da je dosti taka pop melodija s takimi akordi.
ampak res smo jo odigrali, posneli na ta nek čist način, če bi mi nekdo rekel, ko smo bili na Euroviziji z diskom, da bomo tak komad posneli in izdali, bi se mu smejal v faco. Ne? Ampak to je super, to je meni full the best, da lahko kaj takega delamo, da lahko posnamemo kaj takega in da je pol folku všeč, ne? Da niso, ne, vi pa niste taki, vi pa igrate to pa to. Ne? Pač ljudem je všeč, na špilih je super, na radiju se vrti, pač res cool, tako da ja, to je, ne bi šel sam. Poletil bi z tega sveta, nekam, kjer več je upanja. Jaz bi šel stran, ne bi šel sam, ne bi šel sam. Nekaj naj bo jasno, ne spadam sem. Mi poveš, če se da, pride tukaj ven. Vse, kar rabim, je izhod in pa en nasvet. Kako visoko sem lahko, pa da še vidim vaš nasmeh. Jaz se vrtim, igram za vas. Pustite mi, naj poletim in padem spet takoj nazaj. Poletil bi z tega sveta, nekam, kjer več je upanja. Kamor gre luna, ko je dan. Jaz bi šel stran, a ne bi šel sam. Poletil bi z tega sveta, nekam, kjer več je upanja. Jaz bi šel stran, a ne bi šel sam, ne bi šel sam. Nekaj naj bo jasno, ne spadam sem. Mi poveš, če se da, pride tukaj ven. Jaz se vrtim, igram za vas. Pustite mi, naj poletim in padem spet takoj nazaj. Poletil bi z tega sveta, nekam, kjer več je upanja. Kamor gre luna, ko je dan. Jaz bi šel stran, a ne bi šel sam. Poletil bi z tega sveta, nekam, kjer več je upanja. Jaz bi šel stran, a ne bi šel sam, ne bi šel sam. Ne bi šel sam, ne bi, 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 ne bi šel sam. Ne bi šel sam. Poletil bi z tega sveta, nekam, kjer več je upanja. Kamor gre luna, ko je dan. Jaz bi šel stran, ne bi šel sam. Poletil bi z tega sveta, nekam, kjer več je upanja. Kamor gre luna, ko je dan. Jaz bi šel stran, ne bi šel sam, ne bi šel sam. Ne bi šel sam, ne bi šel sam, ne bi šel, ne bi šel sam. Žiga in Filip, kam ne bi šla sama? Ogromno. Ne bi šel sam, zelo dobro vprašanje, ne. Ne bi šel sam na kosilo, Okay. da se lahko pogovarjam z nekom. Ne bi šel sam na... V bistvu bi šel sam na koncert, ampak bi raje šel še s kom na koncert, da lahko delim misli. V bistvu skoraj nikoli ni nek
neka situacija, kamor bi rad šel sam. Smo kar družabna bitja ljudje. Ja, jaz recimo ne bi šel rad sam v kino ali pa v gledališče ali pa kaj, bi vedno rad šel z nekom, ne vem, ja, tako je rekel Žiga, fajn je biti v družbi, fajn je biti z ljudmi, ki jih imamo radi. To je tako dobro vprašanje. Dobro. Vaš prvenec Počakaj me prinaša 10 pesme. Je to dejansko neko drugo obdobje že skupine? Ja, se mi zdi, da smo malo dozoreli, malo smo se spravili k sebi, malo smo tudi spoznali, kaj obstaja. Se mi zdi, da od Eurovizije naprej nasploh sem jaz tudi začel veliko več glasbo raziskovati, tudi slovensko glasbo, spoznal veliko slovenskih izvajalcev. Tako da ja, bi se strinjal s tem, da je drugo obdobje. Ja, zanimivo, pač tam čist na začetku, ko smo začeli z avtorsko glasbo, itak prvo so bila angleška besedila, res dost drugačni instrumentali, bolj v to neko pop zvrst, ki sem jo takrat najbolj poslušal, ne, in pač vsaj stvari, ki sem jih jaz napisal, so potem tako nekako zvenele angleški pop, ne, na foru Silence in My Head. Se mi zdi, da bi lahko to disko in Eurovizijo kar kot svoje obdobje vzeli glih zato, ker je toliko drugačen od tega, kar smo do takrat ustvarjali, ker je prvi komad, ki smo ga v slovenščini naredili, in pa potem tudi, ker smo takoj kar čez noč pač dobili ful enih koncertov, kjer nismo točno vedeli, kaj bi igrali, ker smo imeli ful ene glasbe, ki ni šla nič skupaj žanrsko, ne, in smo bili malo zmedeni, malo smo se sprašvali, kaj bi zdaj tu igrali, tako moramo disko igrati, in potem smo okoli tega naredili nek krajši disko program, pač komadov iz 70-ih, 80-ih, ki so nam bili zelo všeč, in smo jih igrali, in se mi zdi, da je to celo ta itak od Eme pa čez poletje 2022, preden smo zares začeli delati na 8 korakov, se mi zdi, da je to že samo eno celo obdobje, ker smo toliko dali tam čez, toliko enih koncertov, kjer smo se učili, kaj delati, kako kaj igrati, kako sestaviti program, kako se s publiko ukvarjati. Pač ta prvič, ko nismo bili navajeni na full publike, preden je pač disko izšel, ne? In pol pridemo na Emi naprej in smo imeli prvi koncert v Celju in pač vidimo vrsto tam ljudi in pač ful je bilo zabavno, ker je Gašper, prav spomnim se, da je Gašper spraševal, misliš, da bo folk, a ne, v placu za 200 ljudi in vidimo vrsto tam po mojem je bilo 500 ljudi v vrsti. Pač ti si bilo noro, ti si bil prvi tak moment, ko smo tako, wow, to je pa noro, ne. In pač čez vse te stvari se učiš, kako in kaj, in zdaj smo ful hvaležni za te momente, za to poletje, kjerkoli smo bili, je bilo milijon ljudi, ne. To je bila ful ena taka zanimiva izkušnja in vse, kar smo potem začeli ustvarjati, kar smo delali od 8 korakov naprej, ne, za ta album se mi zdi, da je potem pa ja čist neko drugo obdobje, tam smo se pa morali nazaj stopiti. Z Gašperjem smo šla na faks, Zala je šla v 4. letnik, Žiga in Mark sta nadaljevala, oziroma Mark se je prepisal takrat v Ljubljano, ne, in smo ful enih novih stvari je bilo, ne. Zdaj smo bili band, ki je na sceni, ki je imel par koncertov, ki piše novo glasbo, smo se spet začeli učiti od prve stvari, kako to narediti, kako sodelovati, kako iti v studio. Prvič smo z Žaret Pakom delali, ne, pač ful je bilo enih novih stvari, tako da ja, to definitivno novo obdobje. Ko poslušalec dobi v roke vaš album, pa reče, diska pa ni. Ste kdaj mogoče razmišljali, da bi ga prearanžirali pa ga dali drugačni obliki na album? Ne, mislim, da če bi disko prearanžirali, da ne bi bili iskreni do njega, ker se mi zdi, da je že sam komad tako avtentično iskreno nastal, da je bila oblika prava in ta neka naša mladostniška naivnost in mladost, ki se je tudi potem pokazala v njem, se mi zdi, da ga ne bi spreminjali. Je pa definitivno bil položen zraven v smislu, torej slišali ste album, sigurno boste našli kaj zase, ampak disko je še vedno tu zunaj in se ga lahko dotaknete potem, ko končate s poslušanjem albuma. Torej disko za atmosfero, kot bo tudi naslednja skladba. Tako, atmosfera. Filip, boš ti začel, ko si ti napisal glavno stvar v atmosferi. Atmosfera je bila tudi tak, v bistvu atmosfero sem pa napisal, oziroma vsaj večinski del besedila, se spomnim, da sem napisal med seminarjem ameriške književnosti, ker sem imel računalnik, kjer sem si zapisoval pač stvari, ki jih je profesorca govorila, in pol se spomnim v enem momentu da sem dobil neko idejo, neki za refren, neki ni dovolj kisika ali nekaj takega, nisem točno ziher, kaj sem takrat dobil, ampak sem sam začel pisati in se spomnim, da je bilo čisto vseeno, kje sem tam tipku, pač sred razreda, ne. V glavnem noro, potem sem pa prišel domov, sem bil cel nahajpan, sem bil, kaj sem jaz zdaj na to na tipku in sem odprl in je bilo za nič in sem večino še enkrat napisal, ampak
Ja, atmosfera je tak, to je bil kar izliv nekih čustev, tako zanimiv komad, inštrumental pol je bil tudi približno podoben temu, kar smo naredili na vajah na začetku, edino smo dodali te malo bolj elektronske drum machine bobne, čez katere je seveda Gašper tudi igral, ne, ampak je bilo, ja, cel proces tega je bil kar zanimiv, ker komad je bil kar hitro pač postavljen, narejen, pa smo pa v studiu ga tudi kar nekaj časa premetavali z Žaretom. Ja. Mogoče zelo zanimiva stvar pri atmosferi. Najprej je bila vključena v idejo ta običajna električna kitara oziroma bas kitara. Kasneje smo se potem odločili, da bi šli bolj v elektronsko smer in takrat je potem v bistvu Žare vzel ta en take bas kitare in ga je spremenil v MIDI signal. Torej rekel je računalniku, povej, katere tone slišiš v tem takeu. In par takeov je računalnik tudi malo mimo udaril, bi rekli ne čisto naravno. In na koncu so ostali noter v takeu, ker so bili tako nekaj zanimivega. In tudi, če si boste poslušali atmosfero, inštrumental je na trenutke zelo tako naključen in zanimivno. Mi je zelo všeč to pri tej skladbi. Ja, definitivno zelo, kako bi temu rekel, unikaten v tem smislu, ja, da Zala je pač sedela tam, odigrala basa, ne, in pol smo to spremenili v nekaj čist tretjega in smo na začetku bili tako, kaj je pa to, in pol je dodal tiste bobne čez, smo tako, kaj je pa to, in pol smo dali kitare čez, pa vokal smo tako, to se bo kar postavila, ne, počas, se to je, to opažam, da je večinoma, oziroma velikrat pri Žaretu na začetku prideš pač z nekim komadom, ki si ga tak naredil in si ga poslušal doma že velikrat, ker če smo ga snemali recimo na vajah, ne, pridemo do njega in mu pokažemo in smo pač veseli, kako zveni, ne, in pol on tak, ok, in začne delati nekaj čist tretjega in si tako, kaj bomo že zdaj s tem naredil, ne, in pol vidiš moment, ko se začne počas postavljati in vidiš pol cilj, do katerega je on delal od začetka. Ne. To je meni super pri njemu, on ima vedno to neko vizijo. On se usede s tem komadom in vidi, ok, to bomo tja pelali, če vam je cool, in mi tako, ok, probi, in pride do tja in takrat si pol tak, aha, zato je najboljši producent v Sloveniji. Tudi to, naprimer, ene ideje so zelo nore in same po sebi recimo ne delujejo. Jaz kako idejo nikoli ne bi dal recimo v nek komad, ampak na koncu se recimo neke 3 take zelo nore ideje združijo in skupaj zaradi druge in kontrasta med sabo delujejo tako, da bolj ne bi mogli delovati. In to je recimo ena misel, ki jo Žare pogosto reče, včasih je narobe najbolje, ne? Torej, da je tukaj narobe, da je prav. Ja. Slab je zrak, a lahko odpreš okno, ali daš le znak, preden spet boš sama šla. Ko stopim ven, dihanje ni nič kaj lažje, sem kot sveča, ko pokriješ jo, ugasnem se kar sam. Kisika v atmosferi, če tebe ni, ogenj bo ugasnil, če te zamika in me duši, še vedno si tu, daješ mi zagon, naj in plamen še gori, ampak nekaj te mori in izgubljava pogon. Kot da zunaj ogenj bi prižgala in čakala bi na dež, ki veš, da tu bo slej ko prej, zato zapreš me ven, ker ni dovolj kisika v atmosferi, če tebe ni. Ogenj bo ugasnil, če te zamika in me duši. Čakam le trenutek, da izpraznim svoja pljuča in še zadnjica kričim praznini, da ni dovolj kisika v atmosferi, če tebe ni, 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 tebe ni. Tebe ni.
Atmosfera skupine LPS voda je radioaktivna, promocija albuma je intenzivna. Ja, v kratkem si želimo, da bi prišle ven še plate, da bi jih lahko še ni začeli prodajati, ampak ja, na vsakem koncertu so vsi komadi zaigrani, imamo svoj merchandise, ki je tematski iz teh skladb in promocija se ne bo nikoli odnehala. Izdaja se sedaj samo digitalna ali tudi fizična? Ja, zaenkrat je digitalna, ampak si res želimo v kratkem fizično izdati plošče in CD-je. Ne? Je res pač neka taka stvar, tudi sam sem pred kratkim začel zbirati plošče in se mi zdi super pač imeti neko tako fizično stvar, res nekaj osebnega, kar lahko nekdo pač vzame na špilu in pač gre domov s tem in pač ima to fizično, ne? Ker zdaj smo toliko navajeni vzeti ven telefon pa predvajati komata, ne? Ampak pač za tiste, ki še imajo gramofone ali pa ki še imajo avte z CD predvajalnikom, zna biti pa fizično kopija glasbe pač tudi odličen način, da se še malo bolj osebno, malo bolj analogno povežejo z izvajalcem, tako da definitivno v kratkem računamo na fizično izdajo. To pomeni, da je glasba potem dosegljiva na vseh streaming platformah? Ja, glasba je na vseh streaming platformah, vse od Silensa, vmes še akustično 8 korakov, disko, cel album in pa zdaj še Peri. Je kaj odziva iz sveta, iz širnega sveta, ne samo našega lokalnega? Ja, v bistvu zelo zanimivo je, radi si vsake toliko časa malo pogledamo analitike na tej naši distribucijski strani in opažamo, da v bistvu vse načeloma je Slovenija na prvem mestu, ampak zelo tesno za njo takoj Anglija, Finska, tudi Amerika, iz vseh celin sveta. Avstralija je tudi visoko zadnje čase, res dobivamo oglede saj na teh streaming platformah iz celega sveta in tudi naprimer na YouTubeu, kadar izdamo kakšen nov spot, večina komentarjev v tujem jeziku pozdravi iz Poljske, Češke. Na Češkem naprimer vemo, da imamo zelo veliko bazo, smo imeli že 2 koncerta, tam zelo radi pridejo ljudje, tako da smo v bistvu zelo zadovoljni s tem, kako da je šel v bistvu ta album tudi izven meja Slovenije, no? Da ga poslušajo po vsem svetu. Dobro ste zdresirali Čehinje, da vedo slovensko peti. Potem po nas, ko so prišli še Jokerji na Eurovizijo, so se potem še z nami povezali in v bistvu zelo noro, recimo, ko smo na Češkem imeli en nastop, so tam ene 5 Čehin, so pele tudi naprimer skladbo Planeti se vrtijo od Kokosov. Tako da so v bistvu prek nas in Jokerjev potem tudi spoznavale širšo slovensko sceno in zadnjič, ko smo imeli nastop v Kranju, je prišlo zelo veliko torej teh Poljakin, Čeh in Slovakin, ki so bili prej na festivalu 202, ne, na katerem je pa recimo so bili vsi ti mladi slovenski bendi in mi je zelo zanimivo, kako v bistvu tudi ti narodi zaradi te prepoznavnosti Eurovizije zdaj poslušajo še druge slovenske artiste. Filip, ste bili takrat na Češkem, ko ste bili prvič presenečeni nad odzivom? Mislim, noro je bilo ta prvič, ko smo videli itak, ko so Jokerji prišli v finale, smo videli tako, ok, to bo res super za njih, ne, in so potem si naredili pač odlično turnejo, to prvo po Evropi, ne? In pač vidiš nek slovenski band, ki igra v tujini, ki ima sicer milijon špilov zunaj v tujine, in si tako, ok, pač to bo neki klubi, pa tako, in pol pogledaš storije in pač res 1500 ljudi tam čaka, stoji in poje vsako besedo v slovenščini, ne? Prvo sem bil takrat presenečen, ko sem videl to na Instagramu, ne? In sem bil tako, wow, pač kaj so oni naredili za slovensko glasbo na splošno, kar se tiče tuje prepoznavnosti, ne? In potem res, ko smo prišli novembra pač z njimi na ta en koncert na Češko, je bilo noro, to je bil ogromen plac, mislim, da je bilo 2000 ljudi, pa že pri nas so pač peli stvari, ko nisem pričakoval kaj bolj kot pa disko, pa mogoče 8 korakov, ki je bil takrat zunaj, pa Insomnia, ampak res pri Jokerju pa prav vsako pesem, vsako besedo in pač itak niso bili samo Čehi, večinoma ja, ampak tudi iz drugih držav, ne, in pač res noro, kako so se naučili ti oboževalci, pač vsa besedila, kako tudi če je kaj vmes povedal po slovensko, sicer je govoril angleško boja, ne, ampak če je povedal kaj po slovensko, so tako pač odzvali so se, tako bi se, če bi razumeli pač, kaj govori. Teda res noro in sem zelo ponosen na fante, no, mislim, res sem vesel, da smo se spoznali takrat še ko smo mi bili na Špil ligi, oziroma malo po koncu tega in se še vedno dost pogovarjamo, družimo, no, res so prijazni in super glasbeniki in smo res veseli za njih in ponosni na to, kaj so naredili za slovensko glasbo v tujih očeh, ne, tako je rekel Žiga, zdaj oboževalci spremljajo tudi bende, kot so Jet Black Diamonds, Murphy, Kokosi, kljub temu, da niso bili na Euroviziji, ne, jih
ful zdaj podpirajo in to je odlično. To je, nam ful pomeni, da smo mi, tako kot Joker Out, bili neka stopnica tem fanom do širše slovenske glasbe in to je super. Zdaj lahko ti bendi igramo pač povsod, tudi v tujini in vemo, da nas ljudje tam tudi poslušajo. In da slovenščina ni ovira. Tako. Ja, definitivno je to neko potrdilo, ne, da ko smo naredili disko v slovenščini, da smo se prav odločili. Tako pač smo rekli, da če pridemo na Eurovizijo, da bomo obdržali besedilo v slovenščini, ker nekateri ga tudi prevedejo ali pa vsaj del komada. In ja, res, tudi Joker Out, vse pohvale so odpeli v slovenščini na Euroviziji, ne, pač kljub temu, da so pol imeli tudi angleško verzijo. Pač res je, to je res pomembno, ne, da je slovenščina in pač zdaj, ja, ljudje iz tujine poslušajo bende, ki nimajo angleških komadov, in se učijo, pač vidijo, kaj nekatere besede pomenijo, se naučijo besedilo. Če ne samo izgovarjati, tudi celo pomen pač besedil in to je res super. Ja. Zato lahko rečete za prihodnje še kdaj. Še kdaj? Ja, no, mogoče še malo samo odprej navežem. Zelo zanimivo, 2 Poljakinji, ki sta imeli z nami intervju na Češkem, sta rekli, da sta zaradi nas in Jokerjev tudi začeli študirati slovenščino. Tam se to da. In sta tudi imeli z nami intervju in kasneje tudi neko prakso v Ljubljani. Ampak še kdaj, jaz sem takrat, z meni so se resničile življenjske sanje, Eurovizija, ki sem jo že od malih nog spremljal, zbiral CD-je, tam sem se lahko slikal z vsemi, sem spoznal vse te tekmovalce, videl, kako to je v živo in sam še verjamem, da se mogoče kdaj spet ponovi. Čeprav nora želja, pa pravijo, da moramo ciljati 10-krat više, kot bi morali in se bo resničilo, ne? Se lažje resniči. Ali tudi to sporočate skladbo še kdaj? Še kdaj je pa v malo drugačnem kontekstu. Govori bolj o tem, kjer lirski subjekt v bistvu gre čez en razhod z svojo ljubeznijo in v tej pesmi v bistvu da vedeti, čeprav je mora biti zdaj konec, je v bistvu tu še vedno nek spomin in tudi neko prijateljstvo ali mogoče še kdaj kaj drugega se lahko rodi iz tega. Ne? Ja, to je bil en tak zanimiv moment, res tak izliv čustevno. Prvoten komad je zvenel dosti drugače, no, sem ga napisal na kitari, razvil z nekim inštrumentalom, pol bobnov, pa tega, pa še par delov je bilo vmes, ki smo jih potem izločili, ampak smo nekako potem skupaj aranžirali eno tako malo bolj skorda blues verzijo, a bi s temu tako rekel, ki smo jo dosti čutili, no res ta nek poskok, pač potem smo pa prišli v studio in smo delali na tem komadu in smo bili brez ideje. Smo rekli, kaj bomo zdaj tle naredili in pol se je Žiga usedel za klavir in začel igrati. Ne? In pol je rekel Žare, ok, cool, to bomo posneli. In smo naredili klavir in smo začeli graditi iz tega bas, potem kasneje bobni, pa električna kitara, pa ful enih elektronskih zvokov vzadi, pol pa seveda vokal, pa back vokali, no. Ampak zelo se tako odpre, se mi zdi, sproti, ko poslušaš zgodbo v besedilu, se odpre tudi komad, še posebej pol pridejo bobni in pa zadnji refren, pač odprto čist, da daš vse ven iz sebe, vse, kar si hotel povedati s to pesmijo in to je bil ta nek izliv čustev vsega, ki smo ga dali pol v ta komad, s katerim smo se poistovetili in pač naredili neko skupno pesem iz tega. Sej ne morem te krivit, ker si vedno imela prav, ampak videti te boli in še vedno mi je žal. Velikokrat ne moreš spat, razmišljaš le, a bi lahko šlo kaj boljš. Se hočeva nazaj, ampak veva, da ni več kot je bilo nekoč. Zakaj bi pisal pesmi, če jočeš ob njih? Zakaj bi jih poslušal, če jočem ob njih? Zakaj sva sploh zgradila, če morava podret? Ker s tem, ko si odšla, si ubila vas moj svet.
kam naprej in kam nazaj. Kje je levo, kje je desno, hočem videti še kdaj, in to mislim čisto resno. Staniva prijatelja, kako ko sva veledila si vse, kar drugačna sva oba, na novi osebi ni straza skupaj več. Zakaj bi pisal pesmi, če jočeš ob njih? Zakaj bi jih poslušal, če jočem od njih? Zakaj sva sploh gradila, če morava potreb? Ker s tem, ko si odšla, si ubila ves moj svet. Ja, ves moj Filip in Žiga, člana skupine LPS, z mano vdaje Radioaktivno. Počakaj me, album, ki ga vrtimo. Ste veliko na odrih? Pa ja, zdaj poletje je bilo kar pestro, zdaj v bistvu še 2 nastopa nas čakata v Celju na Fullfestu konec avgusta in potem še v Ljubljani v Zorici, potem pa spet malo v studio. Se mi zdi, da ni zdravo, da je nek band skozi na terenu, da skozi igra. Je prav, da ima neke te intervale, malo počitka in malo snemanja v studijih, pa potem spet malo igranja. Ko pride neka zdrava mera obojega, v bistvu takrat band po mojem deluje najbolj. Ne? Če bi preveč igral, bi lahko izgorel, če bi preveč snemal, pa bi ljudje lahko moče pozabili čez čas na band. Kot si dejal prej, Filip, potem so koncerti razprodani, glede na to, da so kolone pred koncertnimi prizorišče. Ja, mislim, noro je bilo pač posebej tisto obdobje direktno po Euroviziji, je bilo milijonov obiskovalcev skozi na vsakem koncertu. Potem smo igrali in potem smo začeli pisati komade, delati v studio. Bili smo itak izdali smo 8 korakov tam januarja, in tako zanimivo, pol smo spet začeli malo bolj koncerte igrati, ne? In pol je pač, ja, tako je rekel Žiga, treba najti neko zdravo mero med enim pa drugim, ne? Ker itak želiš čim več in čim prej pač pesmi izdati, če jih imaš napisane, ne? Želiš ljudem pokazati, na čem si delal, ne? Vmes je pa treba tudi koncerte delati, zato pač, da vas ljudje vidijo v živo, da poslušajo stvari tudi, ki niso izdane, spet dobiš neko kritiko, nek odziv publike, ne. Ampak definitivno smo zelo veseli trenutno z izidom koncertov vseh, pač ljudje pridejo, so res zadovoljni na koncertih, plešajo, pojejo komade, ki so izdani, pa tega Perija, o katerem bomo kasneje govorili, so peli tudi, preden je bil izdan, ko smo objavili en 20-sekundni klip refrena in so se ga tudi naučili za koncerte, no, tako da res taka super izkušnja, nek tak občutek, o katerem sanjaš, ko začneš pač delati glasbo, da pridejo ljudje na tvoj koncert in da pojejo tvoje pesmi. Kaj pa generacijsko občinstvo pred odrom? Ja, v bistvu zelo zanimivo. Veliko generacij spremlja slovensko glasbo, od najstarejših do mladih. V bistvu zelo mi pogreje se srce, ko vidim, da je na kakem nastopu pridejo, ne vem, na kaki tonski vaji, se pol otroci igrajo pred odrom, plešajo, jim je v bistvu najbolj iskreni sodniki glasbe. Pa vse do najstarejših, ne? Tudi vsi, ki premorejo mogoče malo glasnejšo živo glasbo, da v bistvu pridejo in nas podprejo na vsakem odru. Tako da ja, v bistvu, če bi mi mogli reči, da postavim neko letnico, kdo prihaja,
bi bil razkorak med letnicama zelo velik. No. Predvsem pa ženska publika. Ja, se mi zdi, da nasplošno pri teh prevladujoče moških bendih na slovenski sceni je publika prevladujoče ženska, ampak to je, ne vem, čisto odvisno od tega, kdo kaj posluša, ne, itak pač jaz recimo v svoji družbi vem, da večina mojih moških prijateljev bolj posluša kako rap glasbo ali pa kaj takega kot pa kak tak pop rock, ne. Sicer tudi pridejo fantje in se imajo super pač na koncertih, ampak bi pa mogel reči, da je večinoma ženska publika. Ja. Počakaj me, bo naslednja. Ja, to je pa naslovna pesem albuma, nekako komad, ki nam je vsem zelo pri srcu, je pesem, ki je bila napisana, pol smo jo skupaj naredili in pol smo prišli v studio in čez vse to je ohranila v bistvu prvotno obliko in besedilo, melodijo, vse. Smo bili zelo veseli, ker je bil to prvič en moment, kjer smo Žaretu pač pokazali nekaj in je bil tak, to je to, gremo snemati. Ni bilo, tole bomo spremenili, pa tole tak nared, pa tole tule nared, pa kaj pa če bi to tak, pa dajmo en drug komad, pa tako, ne. To včasih znaš dobiti od njega, smo bili pa zelo veseli, da specifično pri tem komadu je pa rekel, gremo v studio, to je to. Prehitel in kriva si ti. Hitro mine čas in svet s tabo še hitreje gre, ne dobimo ga nazaj. Ne čakate, ne čaka me. Počakaj me, skupine LPS, še vedno sta 5-članska zasedba, pozabili smo vedeti, kdo je vse zasedbe, poleg vaju dveh. Torej imamo naša baterija Bobnar Gašper, na kitari Martin, basist Kazala, pianist oziroma klaviaturist Žiga in pevec Filip, 5-članska zasedba, torej 4 fanti in punca, da ne bo kdo po pomoti rekel fantovska zasedba. Se je zasedba kaj spremenila? Ja, malo pred izdajo Insomnije smo zamenjali kitarista. Imeli smo en tak moment, en tak razkorak, kar se tiče nekega glasbenega ustvarjanja, malo
tega, kje vidimo band, a ne, in smo se z Markom pač razšli. Na srečo smo poznali Martina kar dobro, mislim, da je v Zaljen sošolci bil v srednji šoli, a ne, pa itak vsi smo na nek način ga poznali, ali je to iz glasbene šole ali iz določenih prireditev, itak Celje je sicer eno od večjih mest v Sloveniji, ampak se mi zdi, da še posebej tako, če si generacijsko blizu, se kar poznaš z ljudmi, kljub temu, da je Martin iz Žalca, je pač hodil v srednjo šolo v Celje itak. In smo bili res zadovoljni ta prvič, ko je prišel na vaje. V bistvu smo morali kar hit narediti ta preskok, ker smo imeli en koncert, mislim, da 2 tedna potem, ko je prišel v band, in smo res 2-3 vaje pač imeli in je takoj poštekal, kaj delamo, tako je začel igrati tako, kot smo bili navajeni, ali pa še boljš, in je pač res smo zelo veseli, da je z nami. Ostali pa smo od 2021 pred koncem že isti, tako da to. Sicer pa o dogajanju z vami povezano vse na družabnih omrežjih? Ja, kogarkoli zanima širša zgodba ali karkoli v povezavi z nastopi novim materialom, smo dostopni na vseh družbenih omrežjih, ki jih se lahko danes spomne, tudi do TikToka in tudi na Facebooku, tako da ključnik LPS in najdeli boste naš profil. Če pa želiš še podrobneje spoznati, pa vas lahko spozna tudi v naravi kot na naslovnici albuma Nekje po zime. Ja, Počakaj me, ta spot smo takrat snemali v Logarski dolini, v bistvu že bolj zimskem času, in smo se takrat tudi zelo povezali z naravo in zelo cenimo naravo, tudi v Insomni in v novem spotu se veliko narave najde. Se mi zdi, da kadar človek ne ve, kam se zateče k naravi in tam najde nek notranji mir, ki ga zadnje čase vsi rabimo, ne? Vedno bolj. Naslednja, retrospektiva. Ja, retrospektiva pa je v bistvu naš prvi, če se zdaj malo glasbeno strokovno izrazim, ternarni komad. Prvi, ki v bistvu se loteva štetja na 3 in v bistvu je valček, ne? In je tudi zvočno zelo zanimiv, orkestralno napisan in priporočam vsem nežnejšim dušam, da poslušajo si ta komad. Zelo ena lepših balad na našem albumu. No. Spomnim se, to je bil v bistvu en od prvih komadov, ki smo ga delali po Euroviziji. Spomnim se, ko sem dobil od Zale v bistvu tekst, pač kako se mi zdi, pa smo pol čisto malo dodelali, ampak iz prve je bil pač ta čustva, ki jih je hotela dati čez z besedilom, so bila tam in so bila res zelo lepo opisana. Še danes mi je en od najljubših besedil našega benda. In pol okoli tega, Zala mi je poslala verzijo pač s kitarsko spremljavo, tako kot je na začetku studijskega komada. Pol sem pa res to nekako razvil še s temi orkestralnimi momenti, z bobni na koncu, tako res ta nek ogromna zvočna slika, ki se potem razvije čez to, pol smo pa itak to dodelali še z Žigo, ki se veliko bolj razume v orkestralno glasbo kot pa jaz, in pa potem z Žaretom in seveda z našim zelo dobrim prijateljem in koavtorjem tega komada Leonom Firštom. Res nam je zelo veliko pomagal, tudi kar se tiče snemanja in pač še posebej aranžmaja komada, tako da res tule bi ga pozdravil, če posluša. Leon, hvala ti. Sprašuješ, zakaj je težko biti dovolj. Vedno mi rečeš, da tebi sem že. A tvoja stran nikoli ni bila problem. Ostanem sam brez čustev in sanj, ko se potrudim, je vedno zaman. Razbijam se na dele kot ogledalo, v katero strmim, te prizadanem, obenem trpim.
Retrospektiva skupine LPS albuma Počakaj me oddaje Radioaktivno. Nekaj smo že omenjali slovensko glasbeno sceno, kako vidva gledata na njo? Jaz sem zadnje čase postal velik oboževalec slovenske glasbene scene, v bistvu že dolgo časa. Sem začel odkrivati te naše artiste in tudi na Spotifyju bi rekel, da si več kot polkrat zavrtim slovensko skladbo. Bi rekel, da je moje razmerje med slovenskimi in tujimi izvajalci 60-40. Za vse, ki mogoče ne poznajo toliko slovenske scene, res priporočam jo je za raziskati, je zelo polna, zanimiva, kontrastna, za vsakega se nekaj najde. In tudi Slovenija, ki je tako mala, res, kjerkoli v Sloveniji je koncert, noben nima izgovora, da se ga ne more udeležiti. Rad potujem po Sloveniji, odkrivam, ali je to na Primorskem, ali je to v Prekmurju. Če je neka skupina, ki bi jo rad šel poslušati, se tja odpeljem. In tudi ko smo študenti in imamo zastojen vlak, imamo cenejši vlak, subvencioniran. Se mi zdi, da je res, je nek lep biser Slovenije, ta naša glasba, ki jo je treba raziskati. No. Ja, definitivno, tako je rekel Žiga, ful je enih različnih izvajalcev, ki delajo ful različno glasbo. In ogromno je pač kvalitetnih izdelkov, res je vsega, kar se tiče žanrov. Zdaj, če bi jaz mogel svoje razmerje dati, bi bilo 60-40 mogoče v drugo smer. Še vedno malo bolj poslušam glasbo z angleškimi besedili, ampak je to že velik korak vsaj zame, ker sem včasih bolj poslušal, 90-10 ali pa niti to ne, preden smo malo bolj orang začeli. In res velik oboževalec sem vseh, pač res velik izvajalcev slovenske glasbene scene. In pač potem, ko sem jih spoznal, v bistvu še na nek način bolj, ko sem iz prve roke videl za večino vsaj en del procesa glasbenega, kako pišejo, kako snemajo, poznam producente, malo vem zdaj kako in kaj se dogaja in iz tega vidika sem še večji oboževalec potem kasneje, ker vem tudi iz naših izkušenj, kako se to dela, koliko je treba enih stvari narediti, da pride en kvaliteten izdelek ven. In res, ko čujem toliko odličnih pesmi, albumov, EP-ov, vsega, od vseh različnih izvajalcev, pa ali so to raperji, ali so to pop-rock bendi, ali je to kdorkoli, tudi jazz izvajalci, karkoli. Imamo ogromno stvari, ki se jih splača poslušati in sem res vesel, da smo tudi sami del tega. Poslušate mogoče da tudi glasbo v kakih bolj eksotičnih jezikih, japonščine, kitajščine? Jaz sem pred kratkim, je moja punca spet odkrila en band iz Koreje, katerih je bila fan v srednji šoli, pa je hotela iti ful na koncert, pa je bila pa korona in so skenslali vse. In pol zadnjič videla, da imajo koncert v Rimu in je rekla, mogoče bi pa šla, in si je pač začela vrteti spet njihove pesmi in pač pol vsakeč, ko smo se pelala v avto, oziroma večinoma je bila pač ta glasba gor in pač tudi to mi je bilo dosti zanimivo, pač tudi če ne nujno razumeš vse, oziroma se je par angleških fraz vmes, ampak tudi če ne razumeš vsega, vseeno ta neka glasba mi je bila dosti všeč in res prvič, ko sem kaj takega poslušal aktivno, in sem pol šel tudi z njo v Rim, sicer ne na koncertno, ampak sem šel zraven in je rekla, da je bilo super res, pač ko sem gledal posnetke, kako to zgleda, ko je 70,000 ljudi v olimpijskem stadionu v Rimu, ki pojejo v glas, pa so ljudje iz celega sveta, itak veliko Italijanov, ampak nasplošno od povsod, večinoma niso bili Korejci v publiki, v glavnem vse pojejo, vse vejo in pač to je res noro, in ful je enih takih stvari, tudi v tujini imaš, veliko špansko govorečih izvajalcev, ki imajo odlično glasbo. Poslušam tudi par izvajalcev, ki govorijo portugalsko, tako ful francosko, ful je enih različnih stvari. Če se te glasba dotakne, niti ni nujno, da razumeš besedilo. Če je pa besedilo še tako, da ti še to doda nek občutek ali pa se poveže res dobro z glasbo, ti se pa pol še pika na jih. Ja, sam od teh tujih jezikov, ki ni angleščina, bil sem veliko po Italiji, italijanskih izvajalcih, zelo mi je všeč tudi španski jazz. Veliko tujejezičnih skladb recimo spoznamo pa izvajalcev na Euroviziji. Recimo zelo mi je bilo všeč, člani so švedski predstavniki, končno v tem skandinavskem lepem jeziku prvič, odkar je pravilo, da ne rabi biti v maternem jeziku, zapeli tudi v švedščini, oziroma delcem tudi finščine. Drugače pa kot glasben pedagog, trenutno poučujem klavir, se mi pogosto zgodi, da pridejo naprimer učenci z željami, da bi igrali naprimer anime skladbe iz japonščine in takrat potem v bistvu ugotovim, da obstajajo neke take skrite zvrsti in glasbe, ki jih sam ne bi nikoli recimo odkril in najdel. In vse se splača raziskati, ker kaj pa veš, mogoče pa je to nek
tvoj nov gust, ki ti bo všeč do konca življenja. Ne? 8 korakov bo naslednja. Ja, 8 korakov, tako smo prej rekli, nek prvi korak v to novo obdobje, prvi single našega albuma. Res sem hotel, da bi bil 8 po vrsti, ampak je 9. Nismo ga mogli dati na 8 mesto, ampak v redu je. Ja, mislim, to je po moje še vedno moj najljubši komad. Res je bil iskren neka izpoved, ki je sam šla. To je bilo prvič, da sem se usedel s kitaro in v 5 minutah naredil cel komad, ki traja skoraj 5 minut. Pač to je bilo res neka taka izkušnja, ko te neki prevzame v nekem tem flow statusi, ko gre vse ven in vse ima smisel in pol se usedeš nazaj in je vse tako je. Pač res je bilo noro, pol sem hotel še en del dodatno, eno kitico, ti sva pa z Žigo v bistvu na letalu iz Amsterdama nazaj, ko smo bili na enem evrovizijskem pre-partiju v Amsterdamu, smo leteli nazaj. Žigo je mučil, ker mu ni mogel poknati pritisk iz ušes. Ti si bilo ful grozen, ampak sva nekako spravila to drugo kitico, sva takrat na letalu naredila. In res pač taki neki momenti, ful mi je všeč, da imamo pač res ta cel album, ker ko greš čez vsak komad se spomniš, kako je nekako nastal, kje si bil, s kom si ga napisal, kako je bilo v studiu. Za vsak komad so neki taki momenti, kjer se spomniš in se zaveš, kako je bilo in se mi zdi, da je to ful lepo, poleg same glasbe, ki jo pol poslušaš, poleg koncertov, imaš te spomine, momente ustvarjanja, ki konec koncev je vsaj meni še bolj pomembno kot dejanski končni izdelek, je pač ta pot do tega, ker mi smo prijatelji, ki delajo skupaj glasbo in imamo to srečo, da nas ljudje poslušajo in pridajo podpreti na koncerte. To je ena od najbolj cool stvari, kar si jo lahko kot mlad glasbenik zamisliš, ko si recimo prideš v srednjo šolo in rečeš, jaz bi bil pa pevec in pol se zgodi, pač to je noro in sem res zelo hvaležen pač svojim 4 sobendašem, da lahko skupaj ustvarjamo in se imamo super pri tem. Vsak dan hočem, da si tu, kličem te zaman, s tem izgubljam glas, znova moj poraz, zmagam le v snu, zbudim se v ta komad. In kaj je nočna mora, ljubezen ali ta past, da če ti preblizu sem, postanem kar pošast, iz tebe se usuje so z nežnih plas. Ko sem 8 korakov stran, pa ne morem te objeti, stojim le 8 korakov stran, med nama pa v svet. Skinilo bo vse, tudi jaz in ti, skupaj ali ne, poti nazaj več ni, stopil sem naprej, zakaj se že da ni, hočem iti dlje, a času se mudi. In kaj je nočna mora, ljubezen ali ta past, da lahko ti blizu sem, a izmika se mi čas, iz mene se usuje so z nežnih plas. Ko sem 8 korakov stran, pa ne morem te
LPS z mano oddaja Radioaktivno. Kako gledate na umetno inteligenco v glasbi? Ja, mene prav malo straši, vedno bolj se razvija. Zadnji smo se nekaj igrali s tem novim programom suno.com, ki ti naredi v bistvu iz besedila skladbo in bite v manj kot sekundi in se res vprašaš, ne, sicer na koncu ukrade ideje že obstoječim skladbam in jih zmasterira tako, kot se je naučil, ampak res, ne, zelo me straši to, kako vedno več tudi recimo podjetij uporablja umetno inteligenco za to, da naredi skladbo za njihovo reklamo. Kar se mi zdi, ne, prišparajo na budžetu, ampak ni pa več tega pristnega človeškega faktorja ampak mislim, da še vedno ni umetna inteligenca dovolj dobra, da bi lahko nadomestila živo glasbo, no, in žive izvajalce. Androidi verjetno ne bodo igrali na koncertih. Ja, zaenkrat še ne. Bomo videli čez 200 let. Čeprav pa na Kitajskem že nogomet igrajo. Res? Imeli so prvenstvo nedolgo nazaj. Tega nisem vedel. Ampak ja, zdi se mi, da je tudi ta sistem, recimo, kar se tiče umetne inteligence v umetnosti, velik problem. Večina ljudi sploh več ne pokliče živih umetnikov pri likovni umetnosti. Pri glasbi imamo še vedno ta copyright algoritem, ki nas malo ščiti, no, kadar nekaj prijavimo kot intelektualno lastnino. Kaj pa mislite, da je Copilot vrgel ven na vprašanje, katere so vaše najpopularnejše skladbe? Ja, verjetno disko, pol pa predpostavljam, da te single, no, iz albuma, torej, čeprav ne, Silence ima veliko. Ja, 8 korakov, Silence, disko, Insomnia, pa počakaj me, bi jaz rekel, da je top 5, zdaj pa ne vem, v katerem orderju jih je postavil, ampak meni se zdi, da je nekaj takega rekel. No. Zelo blizu si. Ja, jaz ne vem, kako on to razišče, ampak bi rekel, je enak odgovor, ja. Tako jih je razvrstil. Disco, Silence in my head, 8 korakov, Insomnia, počakaj me, nekaj novega in pesem številka X. Ja, ok, to je kar logično. Silence in my head je bil edin komad poleg diska, ki je bil zunaj, ko smo bili na Euroviziji, tako da je od tega dobil ogromno poslušanja. 8 korakov Insomnia, počakaj me so bili singli, potem nekaj novega je bil pač še en single pol, ko je bil album že izdan, ko je bil v spotu, mislim v filmu, no, pa je imel tudi posebej spot, pesem številka X smo pa tudi live spot objavili kot posebej single, tako da se mi zdi to kar smiselno, pa da je tudi kar resno. Se mi zdi, da te komade ljudje dost poznajo, mogoče bi dodal še Ne bi šel sam, recimo je veliko odziva na živih koncertih. Drugače pa ja, mislim, da je kar zadev. Viš, kako je pameten. Ja, ne, kar dost. Pač sej, pri takih stvarih, kar se tiče tega nekega raziskovanja, ko te nekaj zanima, ne, je super, da ima prav, ne, da pogleda nekaj, da ti prišpara čas, to je dejansko zakaj je narejena. Ne. Pride pa pol do te sive cone pri umetnosti, ne, pri kreativi. Tu se mi zdi pa, tako smo rekli, da še ni na tem nivoju, pa tudi upam, da ne bo, ker se mi zdi, da cela poanta kreative je, da pride pač nekaj iz tebe, nekaj osebnega, nekaj, s čimer se poistovetiš. Zdaj, če jaz rečem umetni inteligenci, napiš mi 10 besedil in iz tega naredim album, ne bom toliko začutil teh komadov, kot pa če bi jih sam napisal ali pa s prijatelji. Ne. Definitivno je pri tem ta neki kreativni proces, neka osebna izkušnja ali pa nek občutek, se mi zdi, da je zelo pomembna pri tem in da dokler ne bo na tem nekem osebnem nivoju tako, kako bi rekel, čustveno inteligentna, ne, da do takrat bo človeška glasba definitivno bolj kvalitetna in tudi ljudem več pomenila. No. Zdaj sem eno misel iz enega članka, mi je bila zelo zanimiva. Je pisalo, da je umetna inteligenca bila ustvarjena zato, da bo nadomestila ta dolgočasna vsakdanja rutinska opravila in da bomo potem imeli ljudje čas za kulturo in umetnost. Zdaj se pa v bistvu dogaja, da je nadomestila kdaj kulturo in umetnost in imamo zdaj mi čas v bistvu glih nasprotna za ta opravila. Še zadnji z albuma vrtimo, preden se posvetimo novemu singlu, to bo Razmišljanje. Ja, ta skladba ima tudi zelo zanimivo zgodbo. Torej, če malo skrajšam, naš producent Žare je rekel, da prepoveduje, da izdajamo komade, ki imajo noter glagol leteti, ne, letenje, kot je na primer pri Ne bi šel sam, Poletel bi. In je rekel, da imajo že vsi slovenski glasbeniki en komad, kjer ta glagol uporabijo. In da v bistvu s tem glagolom je tako, ne, vsi bi sam letel, kaj pa če zapiha veter. In to je potem tudi postal prvi line tega besedila, prva vrstica. In iz tega smo pol naprej v bistvu razmišljali, kako bomo
speljali. In v bistvu ta komad je bil nek plod našega razmišljanja, temu tudi ta naslov. Razmišljanje, kako ne leteti. Razmišljanje, ali sploh hočeš leteti. Vsi bi sam letel, kaj pa če zapiha veter. Vsi bi radi sneg, dokler jih preveč ne zebe. Vsi bi vse imel in živel vsaj stoletje. Vsi bi radi smel, dokler cilj jim ni všeč več. Zato previdno, kaj si želiš, ker hitro se spremeniš. In ko zamočiš, se narobe odločiš in slepo skočiš, da prideš spet nazaj. Vsi bi sam letel, kaj pa če zapiha veter. Vsi bi radi sneg, dokler jih preveč ne zebe. Vsi bi vse imel in živel vsaj stoletje. In vsi bi radi smel, dokler cilj jim ni všeč več. In vsak kovanec ima dve strani. In vsaka zgodba ima dve plati. In vsak kozarec je poln in prazen. In vsak zmagovalec je kdaj poražen. Vsi bi sam letel, kaj pa če zapiha veter. Radi sneg, dokler jih preveč ne zebe. Vsi bi vse imel in živel vsaj stoletje. Vsi bi radi sneg, dokler cilj jim ni všeč več. Filip in Žiga, za konec tega pogovora se bomo ustavili še pri ta novi skladbi. Ali to pomeni, da prehajate v novo ustvarjalno obdobje? Pa ja, mislim, definitivno bi si drzno reči, da je to neko novo obdobje. Že sam, kar se tiče avtorstva, ne smo pri tem komadu vsi sodelovali in pri pisanju besedila, izdelavi aranžmaja, glasbenih delih od vseh inštrumentov. In res je tak nek komad, ki pride iz vseh. Je ful je zanimivo, ker nismo še imeli takega momenta. Predtem res je nek tak preskok. Se mi zdi, da se vse navezuje glasbeno pač na prvi album. Jaz bi rekel, da se sliši, da je isti izvajalec, no, da smo to še vedno mi, ampak da smo malo odrasli vmes, da smo ful ene glasbe poslušali, da smo ful enih koncertov imeli in da smo nekako prešli v to neko novo obdobje s tem prvim singlom našega naslednjega albuma. Se mi zdi, da tudi z ostalimi stvarmi, ki jih trenutno delamo, da res pač gremo v to neko smer, ta neka iskrena energija, ki pač vre pri ljudeh, ki skupaj pišejo in igrajo glasbo. Pri tem se imajo pa še super.
Skladbo nas popeljete v Belo krajino. Ja, je res. Bela krajina, v bistvu, če smo natančnejši, ravno reka Kolpa, nas je zelo povezala lani, ko smo šli na nek oddih skupaj z našimi prijatelji. Smo najeli 2 taki hiški in smo imeli ta nek team building in tudi v tej skladbi se Kolpa opeva. Je pa tudi naš bobnar se je rodil v Novem mestu, ampak ima pa družino iz Bele krajine oziroma iz Semiča. Tako da je v bistvu tudi on nam je predstavil v bistvu ta lep del Slovenije, ki pogosto, ne vem, ga ne poznajo ljudje, ker je v bistvu tako kar na samem odsekanju iz središča. Zakaj je naslov skladbe Pere? To je tudi zabavna zgodba. V bistvu ko smo začeli ustvarjati, oziroma ko smo imeli že neko osnovo postavljeno, smo bili tako, to je ful ta nek poleten vibe, ful nek tak poskočen komata, ne? In ne vem, kdo točno, mislim, da je Zala iz prve rekla, da spominja tako po energiji na tematsko pesem risanke Phineas and Ferb, ki opeva poletje, opeva počitnice, prijateljstvo in v tej risanki je en kljunaš, ki ga je prej Žiga omenil, z imenom Peri in nekako smo kot zafrkancija na začetku rekli, ok, temu bomo dali Peri, ker vedno, ko začneš nek komad, ponavadi daš nek delovni naslov, če nimaš iz besedila pač neke ideje. In zdaj se nam je to že parkrat zgodilo, da smo ta delovni naslov pol obdržali. Pri tem komadu specifično je še najbolj vprašanje, zakaj, in pač tudi razumem, ampak nam je bila zanimiva zgodba, zanimiv nek taka prva inspiracija, ko smo imeli postavljeno osnovo, kako bomo nadaljevalo, čem bo komatane. In smo pol to tudi v spot vključili, no. Martin si je tega kljunaša tetoviral, res tak zabaven moment, super tatu, meni je ful všeč, upam, da je Martinu tudi. Ampak ja, ne res, fajn komat, fajn ga je bilo delati z vsemi in res super stvar. Potem boste še kaj ponavljali intenzivne vaje in ustvarjali nove skladbe? Ja, zagotovo se mi zdi ta nek proces, kjer si vzamemo nek čas, kjer tudi prespimo skupaj, da v bistvu na koncu dneva ne pobegnemo vsak s svojimi mislimi, ampak misli združujemo. Se mi zdi, da to, da ustvarjamo drug poleg drugega, pomaga pri nekem kreativnem procesu, saj v bistvu drugega dopolnjujemo. Tudi, naprimer, če kdo da kako idejo, ki na koncu ni uporabljena v skladbi, lahko spodbuja neko razmišljanje, ki na koncu pride na to. In se mi zdi, da smo zdaj v bistvu našli ta način in saj za nekaj časa bomo videli, kam nas bo ta način pripeljal. No. Teda, mislim, da je ta Peri v bistvu nek začetek našega drugega albuma, ki je na poti. Do takrat bo pa preteklo še nekaj Kolpe. Tako, Kolpa še vedno teče in mi bomo še vedno z veseljem sedaj šli ohladiti. Ja. Mi pa sedaj skladbo poslali tudi v eter. Filip in Žiga, hvala, da ste glasila v oddaji Radioaktivno na Radio Prlek ter uspešno in čim bolj delovno naprej. Hvala lepa, hvala za povabilo. Najlepša hvala, srečno. Sonate na površje mi priplava.
Pozdravljeni, tukaj LPS. In poslušate oddajo Radioaktivno.